Pozdravljeni! Danes beremo iz mladinskega romana Poti svobode katalonske pisateljice Maite Carranza. Bereva Veronika Rot, prevajalka, in Mitra Strojan Rot, tabornica. Si se že kdaj počutila nevidno? Si že kdaj imela grozen občutek, da te oseba, za katero si želiš, da bi te opazila, ne vidi, ker zanjo nisi nič drugega kot del pokrajine? Ti je šlo že kdaj kar na jok, ko je ta fant govoril s tabo, vendar tako hladno, nedostopno in ravnodušno, kot bi govoril z blagajničarko v supermarketu. In če smo že pri ugibanjih, se ti je morda že zgodilo, da si padla v oči napačnemu fantu. Takemu, ki ti ni bil všeč, a se je kar čez noč spoprijateljil s tvojimi prijatelji in si začel pojavljati na vseh zabavah, ter se enako nepričakovano znašel na vseh omrežjih in vseh mobijih. Fantu, ki se pojma nimaš kako, vedno znajde ob tebi. Meni se je to že zgodilo. To je začetek zgodbe, ki sem jo doživela tisto poletje, ko sem bila stara 17 let. In dogajala se je v Pirenejskih gorah, preden me je vase potegnila skrivnostna in vznemirljiva družinska preteklost. Pri tem sem bila prepričana, da je neuslišana ljubezen velika tragedija. Nato pa sem se naučila, da so razočaranja in porazi del posameznikovih izkušenj in da je ljubezen, to srce parajoče čustvo, zgolj anekdota v primerjavi s trpljenjem, ki ga povzročijo vojne. Pogosto mislimo, da vemo vse, da življenje je kaotična zmes odkritij, ki nam dokažejo, da videz vara in da stvari niso take, kot se zdijo. Naučila sem se, da je treba znati gledati, da vidiš. Fantu, ki me sploh ni pogledal in zaradi katerega bi si skoraj izjokala oči, je bilo ime David. Fantu, ki se je vedno znašel ob meni, je bilo ime Kilian. In med njima sem bila jaz, Aleksija, ki bi najraje kar umrla. Aleksija je pred odhodom na taborenje v Pireneje obiskala babico. Odkrila je, da njena družina skriva skrivnost o smrti njenega pradedka. Nepričakovano je izvedela, da bi pravzaprav njen pradedek lahko imel 3 različna življenja in tudi 3 različne smrti. Katera je bila tista, ki je bila resnična, pa je bila njena naloga, da odkrije na taborenju. Kajti odšla je ravno v tiste kraje, kjer naj bi se njen dedek med vojno skrival. Aleksija se na taborjenju znajde v ljubezenskem trikotniku, obenem pa se poglablja v skrivnost svoje družine. Hkrati z Aleksijinimi dogodivščinami na taborjenju spoznavamo tudi epizode iz življenja njenega pradedka. Prebrala vam bom odlomek z naslovom Grob. Michel Ford izčrpano koplje svoj lastni grob. Poskuša se sprijazniti s smrtjo. Tukaj je, si govori, smrt je že prišla. Čutim njeno dlan, vidim njeno senco, kako lebdi nad vlažno zemljo. Smrad smrti se pomeša s smradom črvov in od vlage gnilim listjem. Kmalu bo njegovo telo ležalo v tej luknji, se razkrajalo pod dežjem ter počasi gnojilo zemljo in hranilo korenine stoletnega hrasta, ki se dviga nad njimi. Nemški puški negibno merita vanje. Nemce je v 2 urah, kolikor kopljejo, nista povesila niti za milimeter. Luknje so že dovolj globoke in kmalu jim bosta rekla, naj prenehajo, da je dovolj, jim ukazala, naj pokleknejo in nastavijo tilnik cevem. To je že večkrat videl in vedno ga je presenetilo, da obsojenci sprejmejo svojo usodo vdano, brez upiranja. Zdaj razume, tisti, ki pokleknejo, so že mrtvi. Med kopanjem lastnega groba so izgubili stik z življenjem. Vseh 5 moških je z vsako lopato bližje niču in ne zavedajo se več lastnega diha. Mrtvi so. Michel Ford je veliko razmišljal o tem trenutku. Vedno je govoril, da se smrti, ko bo prišla ponj, ne bo bal. In zdaj, ko je tukaj, je noče sprejeti. Pravi si, da je še mlad, da ni pripravljen, da je krivično umreti, ne da bi se mogel posloviti od tistih, ki jih ljubiš, ne da bi napisal oporoko, ne da bi spil vsaj še poslednji kozarec vina. Zdi se, da sta končno tudi Nemca ugotovila, da so obsojenci opustili vsako upanje in ne pomenijo več nikakršne nevarnosti. Sprostita se, zaupijeta jim, naj hitro končajo, medtem pa si privoščita cigareto. Michel jo od strani opazuje in moškemu poleg sebe, čeprav ga komaj pozna, zašepeta. Vrsimo zemljo vanjo in zbežimo, naredimo to zdaj. Moški, kakih 50 let star Francoz, se prestrašeno zagleda van. Ne more verjeti, da mu Michel predlaga, naj pobegne svoji usodi. Niti besede ne zmore spraviti iz sebe.
Kaj ne vidiš, da je vse zaman, mu zgrozo na obrazu nemo odgovarja moški. Mišel ga pusti pri miru. Očitno bo to moral narediti sam. V tem trenutku ve le to, da ne bo umrl, ne da bi poskusil. Danes noče umreti, danes ne. Mogoče kak drug dan, kdo bi vedel. Mišel zajame polno lopato. Z nogo se opre na zunanji rob groba, da bi lahko hitreje skočil ven, ter s hitrim pogledom preleti najboljšo pot za pobeg. Vajen je skrivanja v gozdu, zna se neopazno izgubiti v grmovju. Odločitev mora biti hitra. Nemca se smejeta in Mišel izkoristi njuno nepozornost, da jim v oči vrže polno lopato zemlje, ter se kot obseden požene proti gozdu. Sliši krike, hrup, kletvice in strel, 2. Teče in teče, sklonjeno, da se lažje izmika vejam in grmovju, teče naravnost proti gozdu. Kot je domneval, je njegov upani poskus stražarja presenetil, da se nista tako odzvala. Eden od njiju mora ostati z drugimi obsojenci in dokler se ne odločita, kateri mu bo sledil in kateri bo ostal, izgubljata dragoceni čas. Zagleda se predse in pretehta svoje možnosti. Sredi gostega gozda je, splezal bo na drevo in skrit v krošnji počakal do jutrišnje noči. Pobeglih nikoli ne iščejo več kot 24 ur, nimajo časa, ubiti morajo druge, polne roke dela imajo. Ko pleza, ne želi razmišljati o tovariših, ki jih je pustil za seboj, o možeh, kot je sam, ki morda prav tako niso hoteli umreti. Vendar pleza više, se oprijema debla in se korak za korakom dviga bliže svobodi. Težak dan bo. 24 ur popolne negibnosti ter premagovanja strahu in panike. Zdržati bo moral mraz, lakoto in žejo in zaupati v svojo izkušenost. Najbolj pomembno je ohraniti mirno kri. Ko pripleza na vrh, se prepriča, da ga od nikoder ne morejo opaziti. V goščavi krošenj so veje hrastov in borovcev prepletene v gosto mrežo. Skrivališče je popolno. Od tam sliši strele, ki končajo življenje njegovih 4 tovarišev. Vsakemu nameni poslovilno misel. Ni veren, a zaželi jim lepo smrt, če jim ni bilo dano lepo življenje. Toda on bo živel. Živel bo, da bo mreži lahko povedal, kje ležijo trupla njihovih tovarišev. Ne boste pozabljeni, jim reče, čeprav ga ne morejo več slišati. Pozaba je hujša od smrti. Aleksija je na taborjenju prišla do 2 spoznanj. Spoznala je, kaj pomeni biti zaljubljen, ugotovila pa je tudi, kaj se je zgodilo z njenim pradedkom. Moj pradedek je bil romantik. Izbral je kraj, kjer je želel biti pokopan in ga vrisal na zemljevid, enako skrivnosten kot njegovo življenje. Vrtavko, ki se je vrtela v naključni smeri in pokazala, kadar se ji je zahotelo ključ do njegovega počitka. Žal mi je, da ga nisem poznala, sem pomislila. Kdo bi vedel, ali nisem tega svojega drznega značaja podedovala po njem? Verjetno, kajti treba je biti dovolj nor, da se pretvarjaš za Angleža, delaš za tajne obveščevalne službe, živiš na nadmorski višini 2000 metrov, tvegaš življenje s tihotapljenjem beguncev preko Kora in umreš pod streli nemške patrulje. 3-krat hura za mojega pradedka. Še zdaleč si ni mogel predstavljati, da se bosta njegova pravnukinja, drzna svojglavka in njegov dobri prijatelj Sisko nekega dne srečala pod senco vrbe in objeta jokala na njegovem grobu. Končno se je krog sklenil. Končno sem iz prve roke izvedela, kakšno je bilo v tistih 6 letih skrivnostno življenje mojega pradedka Mikela in kakšna je bila njegova smrt. In prav gotovo bomo iz papirjev, ki jih je hranil, izvedeli še številne druge skrivnosti, ki jih ni nikoli nikomur zaupal. Mladinski roman Poti svobode katalonske pisateljice Maite Carranza je izšel pri založbi Malinc. Prevedla sem ga Veronika Rot.